Mladi so pri krožku imenovanem ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost izhajali iz predpostavke, da sladkor telesu škodi. Da bi izvedeli še več o tem, so pobrskali po spletu. Najbolj me je presenetila voda z okusom, da ima v pol-litrski plastenki, da ima toliko sladkorja, kot da bi pojedel en krov. Sladkor povzroča ful bolezni, pa da smo lahko tudi odvisni od njega. Sestali so se z vodjo prehrane in se dogovorili, da bodo v kuhinji vsake 3 tedne za četrtino zmanjšali količino sladkorja v čaju. Kaj o tem menijo drugi, so izvedeli z anketo. V bistvu bolj starejši učenci niso bili tako pripravljeni, ampak mlajšim učencem je pa zdaj še bolj všeč čaj, pesok. Včasih so na dan porabili 4 kilograme sladkorja, danes le še enega. Tudi sirup je dosti bolj razrečen. Dol smo dobili en avtomat za vodo, da lahko pri kosilu namesto soka vodo pijemo. Okrasili so tudi posebne stekleničke z navojem in peljali minute za pitje vode za vse učence. Tako vsak dan ob 11 spijejo stekleničko vode. No, njihovi vrstniki na Švedskem pa so se odrekli tudi sladkorju v hrani. Till korv och köttbullar så brukar vi inte få vanlig ketchup. Nej, precis. Vi brukar ha den där någon morotsketchup som de gör själva utan socker. Saknar ni socker? Inte så ofta, bara ibland när man är sugen på det. Pravijo sicer, da pravi kečap občasno pogrešajo, a tako iz šole ni izginil le sladkor, ampak tudi strah pred boleznimi, ki jih ta povzroča. Ja, vad bra. Toppen, tack.